Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi gostimo Luko Čibeja iz glasbene skupine Divje jezero, ki je pravkar izdala novo ploščo. Luka, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Kaj novega prinaša nova plošča? Nova plošča prinaša predvsem 8 novih skladb. 2 od teh smo sicer že izdali kot single, eno eno leto nazaj. To je bil naš prvi single z vokalom in tudi video spot, ki je bil tudi naš prvi. Nato je jeseni sledil drug single in prav tako video spot. Potem pa smo zagrezli, posneli še preostalih 6 skladb in tako je nastala sedaj tale naša plošča. Pod produkcijsko hišo Celinka. Tako, ja. Celinka. Zakaj pravzaprav tam? Celinka v bistvu je izdala že naša prva 2 albuma. Prvi je bil 2015, Mestni vrvež se je imenoval, in drugi je bil 2017, Pobeg iz Blodnjaka. In ko smo delali prvega, oziroma ko smo iskali možnosti, smo pač poslali na nekaj teh založb, za katere smo ocenili, da so še primerne za tako zvrst glasbe, ki jo mi izvajamo. In edini odgovor smo dejansko dobili od Celinke in se z njimi tudi dogovorili in smo od takrat ostali tam. Tako da pač nam dajo možnost, da preko njih izdamo. In smo tega tudi veseli. Tretji album se od prvih 2 pravzaprav bistveno razlikuje, če ne po drugem, vsaj po tem, da ste vpeljali v skladbe vokal. To je pomembna novost. Tako je. Kot sem omenil, prvi single je bil v bistvu naznanil ta naš preskok. Se pravi, skupini se je pridružil Žan Cedej na vokalu. Smo pa z njim že sodelovali tudi prej, le projektno, bi rekel, na eni skladbi, ko smo uglasbili eno pesem pesnika Jožeta Kosineta iz Maribora. In sicer za projekt Rockerji pojejo pesnike, to je bilo 2014. In takrat smo Žana prvič povabili, ker pač mi nismo pevci in se zavedamo, da tako ne more iti. Smo povabili že takrat Žana. Potem pa smo se vrnili, bi rekel, k tej inštrumentalni zadevi, da smo dokončali drugo ploščo, ne. Po drugi plošči pa smo zopet začeli razmišljati in obudili to sodelovanje, tako da sedaj pa je Žan kot del skupine že 2 leti. Med temi 6 oziroma pravzaprav 8 skladbami pa je po mnenju poznavalcev skladba v Beogradu nekaj posebnega. Tudi zgodbo ima, kako je nastala. Ja, v bistvu v Beogradu skladba, to je zadnja skladba, ki sem jo napisal. Tudi zelo hitro se je razvila in zelo hitro je nastala. Samo besedilo te zgodbe pa je nekako iz naše turneje nastalo kot navdih iz naše turneje, ko smo šli v Bolgarijo za 5 dni. In tam se nam že prvi dan, ko smo šli, zvečer smo odšli, naložili vse v kombi, se odpravili proti Srbiji, potem naprej proti Bolgariji. Bi rekel, po noči se nam je pokvaril kombi sredi noči, 20 km pred Beogradom na obvoznici. In potem je bil dvom, da bomo sploh prispeli do Sofije, kjer smo imeli zvečer prvi nastop te turneje. In tako smo tam, da skrajšam mogoče, na hitro uredili zadevo, najeli nov kombi. V zadnjem času prispeli v Sofijo, preko vseh mej, preko vseh dokumentov, papirjev, ki smo jih morali izpolnjevati zaradi opreme in vsega. In prispeli na oder ob
nekaj okrog 10. zvečer, ko je predskupina ravno končala svoj nastop, tako da smo samo iz avta preložili robo in šli na oder. In koncert je bil dober? Koncert je bil super. Po mojem smo vsi na adrenalinu takrat bili in je pomagalo, da smo izpeljali. Super. Skupina Divje jezero sodi med glasbene skupine, ki imajo najmanj sprememb v članstvu, ne? Več kot 10 let že igrate, skoraj ista zasedba ali povsem ista. Ja, načeloma velikih sprememb res ni bilo, predvsem odhodov. Začeli smo najprej kot trio, samo bas, kitara, bobni. Potem se je pridružil še klaviaturist David in za njemu še saksofonist Tomi. Tako da to je bilo takratna postava. Potem pa je David odšel na svojo pot, tudi nekaj zaradi študija in tako. Zamenjal pa ga je Žiga Kovačič na klaviaturah. In kot sem že prej omenil, še Žan Sedej, tako da sedaj je to ta postava. Ta postava je tudi snemala to ploščo. Tako je. Tako. Ob teh rednih članih, ki sva jih zdaj naštela, pa je tudi na tej plošči kar nekaj gostujočih glasbenikov. Katerih? Da, tako je. Ja, to je zelo pomembno. Mislim, kot sem omenil, drugi singl Nad tokom skladba. Pri tej skladbi je svoj vokal prispevala pevka skupine Katalena, Vesna Zornik. Prav tako pri isti skladbi smo sodelovali tudi z Petro Jurič, učiteljico violine v glasbeni šoli Idrija, ter njeno učenko Kristino Pivk na violončelu. Potem pa prav tako še na eni skladbi so prav tako sodelovali Petra, ter na rogu je prispeval svoj del tudi Blaž Ogrič. Sami izvrstni glasbeniki. Da. Nam je všeč, da lahko sodelujemo, da so pripravljeni sodelovati in tudi, da na koncu dobi mogoče izdelek zaradi tega neko dodano vrednost oziroma dodan zvok, dodano izven zasedbe osnovne. Ja. Kot avtor vse glasbe in besedil pa se podpisujete pravzaprav sami. Da, tako je. Na začetku, ko smo pričeli z delom, sploh prva plošča, ki je bila še demo, ki sploh ni uradno bila izdana, smo začeli vse delati skupaj na vajah. Takrat smo imeli malo več časa, ni še bilo družin, ni bilo otrok in tega. Smo mogoče več časa si vzeli za vaje in smo tudi tam skupaj ustvarjali. Potem, ko se je ta čas malo zredkal, smo iskali rešitve oziroma prav tako smo delali skupaj, ampak je trajalo veliko več časa. Potem pa sem jaz začel razmišljati, ker me to tudi veseli in sem začel sam skladati doma, v miru. Potem pa sem skladbe predstavil ostalim članom zasedbe. Potem pa prav tako to skupaj zmešamo, skupaj začinimo, bi rekel, in nastanejo lepi izdelki. Ja. Nekoč je bilo snemanje plošč, pravi tehnološki podvig. To sedaj opravite pravzaprav lahko v vsaki garaži, skoraj. Da, to je res, ja. Sodobna tehnologija omogoča tudi cenovno dostopno opremo, s katero lahko praktično posnameš profesionalne posnetke, seveda z nadaljnjo zvočno obdelavo in tako naprej. Tako da mi nekaj opreme imamo sami, si pa veliko tudi sposodimo prav za namen snemanja. Tako da mogoče v priložnosti se lahko seveda zahvalim Ediju Božiču in Mateju Zajcu, ki sta nam tudi to opremo posodila za to snemanje. Tako da ja, so pa tudi med nami, med člani veliko izkušenih
tudi tonskih tehnikov, naprimer Alen Bogataj in Aleš Golja, oba delata tudi kot tonska tehnika in tako da nam te zadeve niso tuje. No. Ta dva sta tudi podpisana kot, kot ustvarjalca končne podobe, zvočne, kot mastering. Kaj je pravzaprav potrebno še po snemanju v studiu postoriti, da je plošča zveni tako, kot je avtor želel? Ja, po snemanju je ogromno dela, da se vse te posnetke prečisti, oblikuje zvok, da dejansko dobi podobo, kot je približno nek, lahko bi rekel, standard v glasbi danes. Ne. Ker grobi posnetki niso dovolj, predvsem tudi razmerja med posameznimi inštrumenti in to je najbolj pomembno. Zasledil sem podatek, da bi morali imeti promocijski koncert v Kinu Šiška v Ljubljani. Drži? To pomeni, ste prva liga? V Kinu Šiški bi moralo biti, ja. Dogovarjali smo se tudi skupaj z zasedbo Feedback iz Tolmina, ki so prav tako planirali izdajo plošče in bi tole promocijo napravili skupaj. Vendar je žal situacija z tem virusom tole onemogočila. Tako da sigurno so načrti tudi za naprej in mislim, da bomo to sigurno izpeljali. Jeseni najbrž? Jeseni in prav tako planiramo, da bi bili na tem koncertu vsi gosti, ki so sodelovali tudi na plošči. Tako da bi bilo tako, kot se spodobi. No. Super. Kaj povedati o videu, ki spremlja, mislim, da to skladbo v Beogradu? Se pravi, to je video posnet po tehniki, kako v slovenščini? Gre za animacijo? Animacijo, ja. Stop motion, počasnih slik. In ta video planirali smo, da bi posneli za tale skladbo dejanski video spot, kjer bi seveda vsi člani zasedbe nastopili in da bi nekaj posneli. Vendar spet nam je ta situacija ravno pred izidom tole onemogočila dejansko. Potem sem se odločil, da nekaj naredimo in začel sem premetavati igrače, tako rekoč po mizi in je nastal tale video. Potem je še Žiga je ustvaril še podnapise, besedilne, tako da to je to. Danes je standard že skoraj, da ko izdaš skladbo, skladbo spremlja tudi video in zato mislim, da je nekaj potrebno narediti. Ste z da pritegne. Zadovoljni? Je v redu? Da, seveda lahko bi naredil veliko več, veliko bolj zakompliciral stvari, ampak mislim, da včasih tudi velja, da je manj je več. Že sama glasba je dovolj gosta, tako da zdaj, če je še video, potem se razmerja zopet porušijo. Ja, že kar nekaj let glasbo tudi gledamo, ne samo poslušamo. Ja, tako je. Ja. Tako. Luka Čibej, hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Za konec oddaje predlagam, da pogledamo še ta video, o katerem sva pravkar govorila. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.
soba, močno zasičen zrak, sekunda časa neskončna. V glavah tisoč misli se mudi, da kocka pade, da luč se zatemni. In smo čakali v Beogradu na videzna pot proti prepadu. A daleč nekje se videla luč. Pa, 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 parara, pa, pa, parararira, pa, pa, parara, pa, pa, pa. Zadnji klic in zadnje sporočilo nad širnim poljem se je že